Živijo, ultra vila, temata easy. Jaz tukaj delam mata, najbolj easy način. V zadnjem filmčku sem povedal, da so oklepaji v bistvu neke vrste policisti in imajo prednost, oziroma vse, kar je v oklepajih, izračunamo najprej. Kaj pa, če zaradi kateregakoli razloga ne bi hotel izračunati najprej, kar je v oklepajih, oziroma bi se jih hotel znebiti, kako bi se pa tega lotil? To bomo pa danes ugotovili, ampak obstajajo pa pogoji in zelo, zelo točno določena pravila, ki jih pa moramo poznati. Torej, bomo šli skozi upravljanje oklepajev za plus in minus, oziroma seštevanje in odštevanje. V naslednjem filmčku bomo pa šli še za krat in deljenje, oziroma množenje in deljenje. A vela, smo zmenjeni? No dobro, pa si oglejte še naslednji filmček. V glavnem, kar ostane na današnjem. Da vam bom lažje predstavil, sem v bistvu napisal, kako lahko 3 na več različnih načinov napišem. Torej, 3 je tudi lahko enako, 3 je enako 4 minus 1. Ja, danes sem skoraj vse predstavil z Lego kockami. Torej, 4 minus 1 je 3. Ali pa 3 je lahko tudi 2 plus 1. In to, uganite kaj, je spet 3. Okej. Zdaj pa to v bistvu bomo dali v račun. Najprej pa 5 minus 3 je enako 2. 5 minus 3 je enako 2. To vemo vsi, zato ker je račun iz prvega razreda še. In to tukaj je naš glavni račun. Kaj pa če zdaj v tem računu to trojko nadomestimo 4 minus 1, ker tudi vemo, da je 3. To bomo pa napisali 5 minus v oklepaju 4 minus 1, ker 4 minus 1 je v bistvu nekak svoj lasten račun. Torej, kako bi zdaj to izračunali, če bi samo odpravil oklepaje? To je to, ne bi nič drugega v bistvu naredil. Samo odpravil oklepaje. Ja, to bom zdaj probal. Torej, 5, pa malo bolj nametno bom zdaj napisal. 5, bom dal minus, 5 minus 4 minus 1. Ok, in zdaj to je enako. In že spet, vzel bom Lego kocke. Torej, 5 minus 4 je enako 1, in še minus 1 je enako nič. Torej, to nekaj ne bo štimal, ker ne moram imeti nič Lego kocka, tega bom tudi napisal nič in bom tudi to kar takole naredil, ker to ne velja. Obstaja pa zdaj eureka trenutek, ki vam jaz bom razložil pravilo na najbolj easy način. In to pravilo je, da kadar imamo minus pred oklepajem, bomo vse pluse in minuse obrnili. Torej, plus bo nastal minus in minus bo nastal plus. Zdaj bom to spet vam dokazal. Tukaj imam tudi ta račun, še napisan, ampak upoštevamo zdaj to pravilo. Torej, bom napisal v drugo vrstico 5 minus 4. Zdaj pa zato, ker je minus pred oklepajem, bom tale minus spremenil v plus. Torej 4 plus 1. In to je enako. In spet vzel bom Lego kocke in bomo ugotovili. Torej, 5 minus 4, to je enako 1. Ampak plus 1 je pa enako 2. In 5 minus 3 je enako 2. Torej, ker sem potrdil, da to pravilo velja. Kadar imamo minus pred oklepajem, bomo vse računske operacije, torej plus in minus, obrnili. Plus bo nastal minus in minus bo nastal plus. Zdaj pa bom uporabil še tale. Isto bom uporabil ta glavni račun, sem dam trojko zamenil s 2 plus 1, ker tudi vemo to. 2 plus 1 je enako 3. Ok, pejmo zdaj še to izračunati. In že spet. Imam napisan tukajle. Torej, to bom napisal 5 minus in že takoj bom zdaj upošteval pravilo, ker smo ga že v bistvu potrdili. 5 minus 2, tale plus se bo pa spremenil v minus, tega, ker je minus pred oklepajem. Minus 1 in to je enako. Zdaj pa, uganite kaj, spet bomo vzeli Lego kocke. Torej, 5,
minus 2 je enako 3. Minus 1 je spet enako 2. Torej, to že spet velja. A ni to prima, ki se rima? Ok, ampak, ja, to že spet velja. Torej, 5 minus 2 minus 1 je enako 2. To je spet kljukica. Torej, kadar imamo minus pred oklepajem, se bojo vsi plusi spremenili v minuse in vsi minusi se bojo spremenili v pluse. Kaj pa, če bi pred oklepajem imeli plus? To se pa vidimo čez sekundo. Evo me, sem že nazaj. Osnovni račun ima iste številke kot prej, ampak smo ga malo obrnili. Prej smo imeli 5 minus 3 je enako 2, zdaj imamo pa 2 plus 3 je enako 5. Da vidimo, kako je, če je plus pred oklepajem. In že spet, 3 bomo nadomestili najprej s 4 minus 1. Ampak prej grem, to 2 plus 3 je enako 5, je naš osnovni račun. In to vemo vsi, a ne? In že spet, bom dokazal s Lego kockami, a ni to prima, ki se rima. Torej, 2 plus 3 je spet enako 5. Ok, 3 bomo pa zdaj nadomestili s 4 minus 1. Torej, spet bom dal v oklepaj. 2 plus tokrat 4 minus 1. Zdaj pa, jaz bom sam izračunal, da ne bi bilo oklepajo, ne bom pač oklepaje dal ven. Torej bom napisal v novo vrstico 2 plus. Zdaj pa vzamem drugo kredo, 4 in ta minus bom pustil zdaj primer, koliko je. Torej, sem napisal 2 plus 4 minus 1. In probimo zdaj še to z Lego kockami. Torej, 2 plus 4 je 6. Tukaj imam 6 Lego kock. Minus 1 Lego kocka je pa enako 5. Kaj pa zdaj to? Ok, do zdaj nisem nobenega pravila upošteval, pač sem minus pustil, koliko je, pa mi je nastal 5. Torej, to bom dal kljukico. Grem probat še za tegale, ki imam plus v oklepaju, a ne? Oziroma, ki bo 3, ki je 3 enako 2 plus 1. Torej, 2 plus, v oklepaju 2 plus 1, bom pa to spet napisal, novo vrstico, 2 plus, in ugante kaj, drugo kredo bom uporabil. Torej, 2 plus 2, pa tale plus bom tudi pustil, koliko je, 1, je enako. In vzemimo Lego kocke. Torej, 2 plus 2 je enako 4. In 4 plus 1 je pa enako 5. Kaj pa to? A vam povem, kaj je to? To je še en eureka trenutek. Kadar imamo plus pred oklepajem, v bistvu v oklepaju ne spremenimo nobenih računskih operacij, samo v oklepaj damo stran, to je to. Pa izračunamo, da jih ne bi bilo. 2 plus v oklepaju 4 minus 1 je oziroma 2 plus 4 minus 1, in to pa vsi vemo, da je 5. Torej, kadar je plus pred oklepaji, samo odstranimo oklepaje in pustimo tako, kot je. Grem sam še na hitrico čez vse v bistvu. Kadar je minus pred oklepajem, bomo vse pluse in minuse v oklepaju obrnili. Torej, plus se bo spremenil v minus in minus se bo spremenil v plus. Če je pa plus pred oklepajem, pa samo oklepaje damo stran. To je pa čisto. To velja za seštevanje in odštevanje. Pridružite se mi pa v naslednjem filmčku, ki je imel še za množenje in deljenje. Ampak to je to za danes. Upam, da vam ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite in mogoče se naračite na YouTube kanal Mata na Easy. Mogoče si ogledate še YouTube kanal Slav na Easy in v glavnem, to je to. Lepo se imejte. Se vidimo drugič. Čau!